Pozdravljeni, vlagateljice in vlagatelji, dobrodošli na podcastu Vlagateljskih 5. Kaj, zdaj si dala petko? Ma ne, se v redu. Moje ime je Jure Šimac, z mano je moj kolega Jure Ugovšek. Jure, pozdravljen, živja. Povej nam najprej, kje sta Blaž in Matjaž? Živja. Blaž, kakor ga poznamo, verjetno nekje štopa. Ok. Matjaž pa ura je 10, Štajerc, verjetno se ima fino, a ne? Na morju je, ne? Ja. To pa bi znalo biti že nevarno, ob 10:10. Danes se bo malce bolj posvetila Krki. Včeraj je bila skupščina. Krka je slovenska borzna družba, ki ima največje število malih delničarjev, nekaj čez 40,000, če si prav spomnim. In raste. Na koncu pa se posvetiva še eni ideji. Janševim vlagateljskim računom. Pridemo do tja, najprej pa greva k Krki. Krka v svojem portfelju ima tudi vlagatelj Max, kupil jo je leta 2023 pri ceni 113 evrov za delnico. Danes po skupščini pa 265. 265. Kar lep donos. Kar lep donos. Max je zadovoljen. Je. Max je zadovoljen. Tudi tisti, ki smo v resnici kupovali v zadnjem času, ampak Juri, ti si bil včeraj na skupščini. Ja. Daj nam malo povej, kako je bilo? Ja, včeraj sem bil na skupščini, to je verjetno ena izmed bolj obiskanih skupščin v Sloveniji, kar veliko ljudi pride, poteka na Otočcu vsako leto. Dvorana, tako kot sem rekel, se dodobra napolne. Je pa tako, ta skupščina je načeloma zelo predvidljiva, zelo poteka po nekem ustaljenem redu, sklepi praviloma gredo gladko čez, zanimiva zadeva je vedno. Predsednik uprave Jože Colarič predstavi tudi prvo oceno o poslovanju v prvem polletju, kar je pomembno zakaj, ker smo bili včeraj 9. julija, se pravi 9 dni po zaključku četrtletja. Ne? In to je v bistvu prej, kot marsikatera ameriška velika družba, ki slovi po tem, da pohiti z rezultati, že prva ocena. To ni sicer čisto končni rezultat, to potem še vedno malo pogledajo, ampak ponavadi je potem rezultat še malo boljši, kot ga sprva prikažejo. Celotno bilanco mislim, da bo objavil, oziroma celotno poročilo mislim, da objavijo tam okrog 23. julija, če se prav spomnim. Tam bojo čisto dokončne številke, tam bo tudi kakšna številka več od teh osnovnih, ki so jih komunicirali včeraj, bova šla pol mal čez njih. Mogoče še ena stvar, ko me vprašaš, skupščina Krke, ena taka mehka stvar, ki se meni zdi precej simpatična pri njih. Ko ti priješ na Otočec, Jože Colarič, predsednik uprave, on stoji pred hotelom, kjer poteka skupščina, in osebno pozdravi vsakega delničarja, ki pride, mu stisne roko, z njim malce pokramlja in tako naprej. To se mi zdi taka kar lepa gesta, velik direktor, velika plača, komod bi si privoščil, da pride v zadnji sekundi, da ga spravijo noter skozi zadnja vrata, ampak ne, on tam počaka, vsak mu da roko, to se mi zdi res fino. Bi v bistvu priporočil marsikateremu slovenskemu direktorju, mogoče da si kupi eno delnico Krke, pa gre enkrat pogledat na skupščino, ne da bi hotel komu soliti pamet, ampak tako. Tak, fin gospod. Nič kaj aristokratsko, ne? Nič kaj aristokratsko. Zakaj si pa omenil aristokratsko? Koliko let že dvigujejo dividende? Zdaj si me najdu. Po moje 26. Ampak... Mislim, da je kar 27. Še kakšno več. Skratka, toliko let zapored in kaj si mi občutek, da se bi ta aristokratsko Krke lahko končalo? Ne, absolutno ne. Mislim, seveda je to odvisno od njihovega poslovanja, ampak komunikacija od gospoda Colariča je, ostajamo pri naši dividendni politiki, se pravi vsako leto izplačamo najmanj 50% dobička za dividende, ampak mislim, da v zadnjih letih itak izplačujejo nekoliko več. Ne? Malo več, ne. Zdi se, da res, da jim to aristokratstvo, da jim je kar nekako všeč. Da jim sede, ne. Ja, pa tudi vzor so ostalim postali. Sicer ima 25 let kar dolga doba, ampak se mi zdi, to je v redu. Skratka, dividenda, če kdor še ne ve, včeraj je bila potrjena 9,1 bruto na delnico, 10% približno več kot lani, ampak zakaj nam ta številka mogoče je malo manj všeč, kot nam je bila pred leti? To sva zadnjič debatirala, se spomniš? Ja, dividendna donosnost, se spomnim, tudi sam grem kdaj na skupščino Krke in ponavadi, preden gremo tja, ta dividenda je vedno v bistvu sprejeta, nasprotnega predloga praktično ni, ker je vedno nekako sledijo svoji dividendni politiki. In je ta številka bila vedno 5% plus, Zdaj je pa koliko?
Če sem jaz včeraj na hitrco, mislim, da smo pri 3,5%, nekaj takega, seveda govorimo o bruto zneskih. Od tega treba še 25% davka plačati na dividendo, tako da če neto računamo, pridemo še na nekako nižji znesek. Ne? Mogoče je fajn stvar, ker si omenil bruto, ne? Pa neto, če si pa kupil na INR, ne? To je res. To je bruto v bistvu neto. Ne? To je res. To bo v bistvu letos prvič, da bomo lahko vrteli, če smo seveda delničarji Krke, ne? Ta sredstva brez davkov. No, in se v bistvu ta obrestni račun mečkan bolj začne poznati. Kaj smo jih pri nareju, a si že odprl? Seveda. A imaš kaj Krke? Krke pa res imamo v bistvu na klasičnem računu, pa malo razpršeno se treba gledati, no, tako da nimam Krke. Ok, razumem. Kaj pa imaš? Ne boš povedal, ne? Rajš ne. Imam pa slovenske dividendne delnice, to pa drži. Ok. Rabaš še kaj o skupščini povedati kot taki? Ena stvar me zanima, tukaj se same lepe stvari govoril, pozitivne. Pri Krki doskrat v bistvu težko kakšno stvar najdeš, ki ni. Ampak vsem, si se kaj pogovarjal z vlagatelji, so bili vsi navdušeni, ali bila mogoče kakšna stvar, ki pa ni bila čist pozitivna. Super, da si me to vprašal. Recimo, da sem se pogovarjal s parimi ljudmi, na letu sem recimo na kakšne gospode, ki so zelo navdušeni, vidi se jim, da tja prihajajo kar redno, jim je všeč, normalno, komu ne bi bilo všeč, tako kot se giblja delnica, ne, tako kot se gibljajo dividende in tako naprej. Potem pa sem govoril z enim gospodom, ki se je pa vtaknil v eno malenkost, v katero sva se tudi midva že ene parkrat vtaknila, mogoče ne čist na tak način, ampak vseeno, to so Krkina denarna sredstva. Koliko je tega denarja? To imaš ti bolj številko v glavi. V resnici zdaj ob tej objavi vedno v prvi oceni bilance ne razkrijejo, da bi lahko potem to izračunali pa sešteli. Ampak na zadnji, ko smo te stvari gledali, ob prvem četrtletju mislim, da smo prišli nad 700 milijonov. Ne? In zdaj, včeraj so za dividende, oziroma v naslednjih dneh bodo za dividende namenili približno 250 milijonov, pa nekaj kar zelo dobro četrtletje so imeli za sabo, ne? Tako da vsaj pol milijarde sigurno še je. Ne? Tako, to je kar zajetna številka. To je približno za enkratni letni EBITDA. Ne? Cirka to. Če vemo, recimo, da včasih zadolžene podjetja gledamo, koliko EBITDA dolga imajo, ne? V bistvu pri Krki lahko že počasi začnemo meriti, koliko EBITDA presežka imajo. Ne? Tako da ta številka je visoka, res ja. Ni pa čistko, da s tem denarjem ne bi počeli absolutno nič, nekaj ga vrtijo po državnih obveznicah, mislim, da evropskih držav, tako naprej, zakladne menice, tako da nek donos s tem vsem ustvarjajo. Ampak vsem ta gospod je bil vsem kar kritičen, tako, a ne bi kaj več, a bi mogoče kakšno dividendo več dali, kakorkoli. Tako se mi je zdelo zanimiv razmislek. Ja. To je kar doskrat. Zdaj, če že gremo čisto iz finančne teorije, lahko res rečemo, da je to lahko na eni vrsti je lahko to kot neizkoriščen potencial družbe, oziroma sredstva, ki jih niso plačali, dali svojim delničarjem. Po drugi strani pa res, če se pojavi neka priložnost za prevzem, je pa Krka sigurno zelo kandidat, da kaj takega izpelje. Mislim, tudi v bistvu so nezadolženi. Dolga ni, tako da lahko kakšna stvar prevzame, ampak kot je uprava večkrat poudarila, da sam zaradi tega, ker jih mogoče stvar tišči, oziroma ker so mogoče kritike nekaterih, ne bojo šli prevzem, ker se lahko kakšna kost zatakne v grlo. To je mogoče ena taka stvar, ki jo Jože Codarič dostikrat poudari in tako stališče je, mislim, da vlagatelj kot tak se je mogel do danes že kar navaditi, da pri Krki tista denarna blazina je in nekako jo tudi kot tako upoštevati. Se pravi, mogoče kot v portfelju, pa potem kombiniraš z ostalimi stvarmi. Tukaj pa imaš nek tak stabilen del portfelja. Ok, kar se tiče ostalega pri Krki, če greva čist čez osnovne številke prvega polletja, mogoče zanimivo za vlagatelja. Najprej sem pogledal delnica, plus 30% od začetka leta, to je brez dividende, kar lepo spet, v pol leta. Ja. Pridava pol še do tega, kaj je pravzaprav delnica naredila v zadnjih letih, ampak ok. Dobiček, to se mi je zdelo zanimivo, mislim, da tudi ti si opozoril, 5% višji kot v enakem lanskem obdobju. Zakaj je to zanimivo? Ker v prvem kvartalu letošnjem pa je bil dobiček 20% nižji kot v prvem kvartalu lani. Tako. To je predvsem, zakaj je tako? Rubelj je tukaj, tista glavna stvar, zaradi tega tudi čisti dobiček zelo niha in če gledamo samo poslovanje, pa poskušamo ugotoviti, kaj se s tistim korom od Krke dogaja, raje gledamo
dobiček iz poslovanja oziroma dobiček iz poslovanja pred amortizacijo. Ne. EBITDA. Ne. In pol prijemo do EBITDA marže. Tu vidim včeraj objavo nekaj čez 30%. Tukaj vsaka odstotna točka po mojem kar šteje. Dobro, da kar rečeva 31,9. Vse nad 30 kar nekako velja, da je super. Ti pa kaj je ta EBITDA marža? To ne razume kar vsak. To je v resnici, koliko ostane firmi potem, ko plača osnovne stvari, kar se produkcije tiče. Tista amortizacija je potem nek fiksen strošek, ki v bistvu ni in mogoče malo tak preprosto denarni tok. Če Krka neko zdravilo proda, koliko v bistvu denarja na koncu stane. Ok, seveda je še davek treba plačati, dolga pa nimajo, tako da ni treba v njihovem primeru tudi dolga financirati. To je tisti približek prostega denarnega toka. Fajn stvar. Ok, cool. To je dobro slišati. Še mogoče tako v številki, v prvem polletju 260 milijonov čistega dobička. Če bo še drugo polletje tako, več kot pol milijarde, v planu je pa 400 oziroma 405. Tako ne. Tukaj se kar hitro pojavi kakšna ideja, da bi pa to množil z 2. Ja. A pa je gospod Sodarič to upozoril, da ne gre množiti z 2. Vsakič znova reče, da to ne moramo kar krat 2, zato ker v 3. četrtletju običajno mičkem bolj suša in tako naprej. Nekaj je tudi omenil, da je to malo povezan z dopusti, pa vročino, pa vlago v zraku, pa tako naprej. Ampak ja, pravi, da ne gre kar krat 2. Sezonski faktor je tukaj prisoten. Je pa vseeno, sam sem govoril z 2 analitikoma včeraj, oziroma upraviteljem, in sta bila rezultati videti kar navdušena. In sta tudi potem tistih 405 milijonov evrov se zdi njima kot zelo dosegljiv cilj, ki se ga bo dal presešta. Tako da mogoče danes malo gledamo, kaj bi Krka lahko letos dosegla, verjetno, da se nekako pričakuje, da bo ta cilj presegla. Je pa seveda pri Krki vedno odvisno malo od rubla, pa še vedno kakšne druge stvari, ampak sam podatek EBITDA, kar se prej omenil, kakšna je bila pa rast čistega dobička, EBITDA pa v bistvu je zrastel tako v prvem četrtletju, kot po polletju za 20%. To je pa res visoka rast. In če bo slučajno ta tempo nadaljeval naprej, pa vedno bolj upravičujejo to vrednotenje na borzi, kar se pa nekaterim že malo zdi, da je že kar visoko. To niso bili vajeno. Zjutraj sem odprl Bloombergovo bazo, noter so tudi priporočila analitikov, mislim, da jih 7 spremlja Krko, to sem zdaj malo iz glave rekel. Videl pa sem, da so 3 že včeraj osvežili priporočila, kljub temu, da rezultat še ni, da ni odzunil celotne objave, pač osnovne številke včeraj. 2 od analitikov sta ohranila svoje ciljne cene, nista spreminjala, potem pa zanimivo, poljski PKO pa je dvignil ciljno ceno na, če jaz sem prav videl, na 270 evrov. Danes smo na koliko? 265? Tako. Okay. Ja, pa verjetno zdaj, ko bo izplačilo dividende, bo to šlo malo nižje, Ja. Za cirka bruto dividendo, oziroma malo manj ponovati tečaj zdrsne, tako da se vidi, da je nekaj tukaj še prostora. Je pa res, tukaj prihajamo mogoče v tako območje, ko se je malo težko predstavljati, da kar zraste delnica za take visoke številke, kot smo bili vajeni v preteklosti. To sem te hotel vprašati, tvoj občutek, Krka je res naredila v zadnjih letih, kar konkretno. Se tudi, če gledamo samo od začetka letošnjega leta, v pol leta 30%, mislim, to niso lih normalne stopne rasti, če tako gledamo neka dolgoročna povprečja na borznih trgih in tako naprej. Ja. Zdaj, če si zdaj tle predstavljam, gledam, Krka naredila kaj, v Maxiju je kupil 2,23 po koliko smo rekli? 113, mislim, da je bila nakupna cena. 113, se pravi, naredil več kot krat 2, Pa še dividende v mestnem času, res dobro donosno. Tako, nekdo, ki se danes podaja na trg, a lahko pričakuje še naprej take stopne rasti, kaj bi ti rekel? Mislim, zelo težko. Jaz se spomnim, kako smo s kolegi takrat vrednotili delnico Krke leta 2023 in če bi kdo takrat rekel, zdaj bomo po 3 letih naredili več kot 100%, bi ga malo čuka zgledali. Tako da v resnici... Kako če bi ga danes spet malo čuka zgledali?
Sej, ne, te stvari se zdijo, da se je neka logika zadnji, zakaj je do te rasti prišlo. Ne. Se pravi, na eni strani zelo dobro poslovanje, na drugi strani pa vidimo, da so farmacevtske delnice bolj popularne, kot so bile. Se vidimo, ampak, recimo, veš, vmes je bilo, veš, pa ta Rusija, pa Ukrajina, pa vse to, veš, pa Krka izpostavljena v Rusiji, tam naredi koliko, 20% prihodkov, ne, Rusija za njih največji. Še malo več, Rusija za njih največji trg, ne, delanca pa kljub temu, ne, takole, ne, enkrat rekel. Tako. Ne, sej, pri teh stvarih zelo skromno verjetno je dobro imeti pričakovanje glede prihodnosti. Tudi mogoče čistko. Sami doskrat gledamo ta kazalnik EV/EBITDA, kar nekako malo pove, koliko je vrednost cele firme, glede na to, koliko denarnega toka poenostavljeno naredi. In ko smo mi kupili delnico takrat za portfelj Maxa, je bilo to razmerje cirka 6. Danes je nad 12. Res je, da sicer tale EBITDA, ki raste po visokih stopnjah, to, kar sem že prej rekel, bolj upravičuje te visoke vrednotenje, ampak ni več čisto tako, kot je bilo takrat, ko smo mi kupovali. Tako da, če smo takrat mogoče lahko govorili o rahli podcenjenosti, če že gremo malo v drugačne okvirje. Tako, če bi mogla pod črto potegniti, jaz bi rekel, kad te takole poslušam, če se danes podajaš na trg, ne imeti prehudih pričakovanj. Ja. Ni čas za vročo glavo, zato ker smo videli leta 2007, kaj se je zgodilo, mogoče čisto za občutek, takrat je bila EV/EBITDA, mislim, da 17-18. Danes pa je 12. Tako, to niti slučajno ne pomeni. Niti slučajno. Jaz upam, da ne bomo šli na take visoke vrednotenja, razen če bo seveda Krka s svojimi načrti ali pa čim drugim izkazala, da tista vrednotenja so mogoče malo čistko. Globalno povprečje je v bistvu po 12, oziroma lih 12. Tako da v bistvu Krka je nadpovprečno vrednotena globalno gledano. Še ena stvar, sej, po mojem, da pri Krki sva šla čez stvari, te glavne, super. Zdaj pa ena stvar, a veš, a se spomniš, ko sva midva 2 leti nazaj rekla, zdaj pa je dost je teh debat, kaj naredi več, delnice ali stanovanje v Ljubljani. In smo vzela za izhodišče leto 2015 ali 2014. 2014, ko se je lih na ljubljanskem trgu nepremičnin nehala depresija, ko so cene začele rasti. In od takrat so kar zelo počasi rast, sprva sicer, potem pa pospešek, Ampak, rekla sva, vzameva 2 zelo priljubljeni naložbi Slovencev, eno je stanovanje v Ljubljani, druga je delnica Krke. Predpostavlja sva vložek 100.000 evrov, ker takrat karkoli si danes misliš, ampak dobil si 50 kvadratov stanovanja v Ljubljani za 100.000 evrov. Noro, ne? Zanimivo je pa res, da so bile plače takrat zelo nižje. Brezposelnost z mladimi bila koliko 15%, tako da vse te stvari malo reflektirajo stanje na trgu. Sem, ker danes gledaš, veš nazaj pa za 100 jurjev si dobil stanovanje. Danes za 100 jurjev se prodajajo garaže v Kosezah. Mislim, res. No, ampak pazi, šla sva računati, kaj se je zgodilo v 10 letih. Vzela sva 10 let, zato da se izogneva tem mal nihanjem, predvsem na delniških trgih, in prišla do zanimive ugotovitve, da po 10 letih, če si upošteval vse, ampak res sva upoštevala vse, stroške, ki jih imaš kot lastnik stanovanja, stroške trgovalnega računa na drugi strani, prejete dividende, stanovanje si oddajal prejemu najemnino in tako naprej. In plačeval davke, seveda, za najemnine in podobne stvari. In prišla sva do zanimive ugotovitve, da v 10 letih, se pravi od 2014 do 2024, si naredil praktično isto. Skoraj enak, Krka mečkam boljš, ampak tam. Ampak pol sva pa lani šla to delati še enkrat, ker pol je pa vzletela raketa. Res je bilo zanimivo lani gledati to stvar, ker je v bistvu v 11. letu Krka naredila toliko donosa kot prej v 10 letih skupaj. Ta podatek, ampak takrat je še v bistvu še rasla naprej. Tako da to bo zelo zanimivo še enkrat detaljno osvežiti. A bo letos spet naredila? Jaz sem že prej mečkam gledal, cirka 350% si naredil v 12 letih z delnico Krke. Pa tukaj v bistvu nisva reinvestirali te dividende nazaj. Zato, ker sva rekla,
pri najemninah jih nekako ne moreš reinvestirati nazaj v krva. Moraš kakšnega malarja raje plačati. Ne? Ali pa v bistvu je oteženo, zato ker ne moreš kupiti tisočinke stanovanja. Ja, dobro, oteženo. Dobro. Ja, oteženo, brez skrbi. Dobro. No in kaj si pa ti ugotovil glede stanovanja? Tudi si neki račune, sem te prej videl. Ja, sem neki računal, ampak se zdaj nič ne spomnim iz glave, kaj sem zračunal. Ampak naredil si na stanovanju, čakaj, koliko sva rekla, si naredil... Malo manj kot 200, mislim, tako, da procentov. Ja. Spet zelo dobra številka, ampak tako. ni 350. Tako. Skratka, ja, zanimivo. Tako. Ej, še ene stvari sem mislil, če se dotakneva danes, toliko malo še po mojem časa. Trumpovi računi. A si videl to? Trump accounts, Trumpovi vlagateljski računi. Zanimiva stvar. Mogoče najprej bi delil to, kako so pri Economistu te stvari pospremali. Ne? Ja. So najprej rekli, da Trump pač rad da svoje ime na stvari. Pa ne bo to stolpnica v Manhattanu ali pa trgovalni račun za dojenčke. Ne? Ja, v bistvu ideja zelo enostavna. Predstavijo vlagateljske račune, $1000 za otroka ob rojstvu. Samo tistega, ki se je rodil v času njegovega mandata. Ne? A ja, tako je. Veš, tako. Da tega nisem videl. Ja. Ampak postavili so posebno spletno stran z izračuni, zelo je lep, preprost dizajn, res predlagam, da si to pogledaš, če še nisi, tudi vsem ostalim, polagam na srce, zelo hitro se najde. Trump accounts. Ja, tako nekako. Ful dober narejen. Ampak ja, ti si malo bral še o tem, a še kaj zanimivega ugotovil, do 18 leta ne moreš dvigati tega denarja. Ja, in tukaj je se kar ponuja kot en tak dober eksperiment za finančno pismenost. Ja. Ker zdaj, če 18 let ti ne moreš dvigati teh sredstev, pa kot razumem, bojo oni v bistvu nekako vložili noter v ameriški trg, verjetno kakšne ETF vezan na S&P 500, se ponuja kot razlaga. In po nekih predikcijah bi iz tega tisočaka nastal $4500 do 18. leta. To ni zdaj za Ameriko, tudi za Slovenijo, nekakšen zdaj znesek, ki bi pa zelo spremenil življenje tega posameznika. Ampak je pa dober pokazatelj, kaj se na dolgi rok lahko naredi. Pa se še kaj zraven not namečeš, pa to neke davčne olajšave so, če se ne motim. Se da, ampak mislim, da je tukaj predvsem, da je tudi malo izobraževanje staršev. Da mogoče jim daš signal, ker če to lahko dol pobereš, to hitro potem najdeš razlog, zakaj kaj bi lahko uporabo ta sredstva, tako se bo pa res po 18 letih pokazali. In to bo tudi verjetno ena taka dobra lekcija tistim, ki so 18 let stari, oziroma še malo kasneje, zakaj se splača na dolgi rok vlagati v delnice. Tako da z tega vidika se mi ta stvar zdi kar zelo posrečena. Ja. A bi ti tudi kaj takega naredil v Sloveniji? Pa lih to sem hotel reči. Kaj pa če bi v Sloveniji, imeli smo Roberta Goloba pa njegovega finančnega ministra Klemna Boštjančiča, naredili so INR račune, jaz mislim, da čisto ok, osnova. Ljudska obveznica ne pozabiti, fajn stvar. Ljudska obveznica, super, ok, ampak zdaj imamo pa vlado Janeza Janše. Ona se tudi doskrat, Janez Janša se tudi doskrat rad zgleduje po Trumpu ali kakorkoli, če bi mi dobili Janševe vlagateljske račune, pa to bi bilo epsko. Bi bilo tudi za finančno pismenost v bistvu te generacije, da se v bistvu ne sprašujemo samo, kako pokojninsko blagajno nekako iz danes na jutr reševati, ampak tudi mogoče za generacije, ki se rojevajo. Pazi to, sem šel pogledat po Sursu, če se zdaj tega lotimo. Lani v Sloveniji 16.800 rojstev. Ni neki velik, ne? Mislim, ni neki velik, ne vem, velik ali pa malo. V bistvu je malo, če vprašamo demografi. Mislim, da se upada, ampak pustimo to, zdaj se ne pogovarjajo o tem. In gledaš, če damo vsakmo novorojenčku Jurčka, 1000 evrov, ja. 16,8 milijona na leto. Milijona evrov na leto. Pa ni neka huda reč, mislim, to je pol une razbitine na Litijski, ki so Golobovi kupali. Jaz mislim tukaj, glede na to, da je Amerika dala Jurja in to dolarjev, da ima dolarje pač čipkejši, da bi tudi 500 evrov bilo že nek tak signal, ki bi bil čisto redo. Skratka, gre verjetno za tak signal. 500 je malo bedna številka, laž da v Jurja. Lažje zaračunati, No, ampak mislim, da tukaj je zelo fajn stvar. In tudi, če se malo porašajo, zdaj INR računi. Mislim, da bi zadnjič podatek od te lirike, da je bilo 11
1000 odprtih INR računov v koliko mesecih? 4, ne? 4, ja. Zdaj, če je novorojenčkov 16.800, ne, bi bilo mogoče že z tega vidika, pa recimo lahko bi jim tudi INR račun tako stvar dal, a ne? To bi bilo v bistvu bi že s tem podvojil to številko. Ne? Tako da je, ta stvar bi bila mogoče kar malo zapremljeta. Če kaj... Dobra ideja. Ne? Ja, in tako tudi mogoče zanimivo, ne? Ker Trumpa se dosti krat kritizira. Recimo Economist malkrat kaj pozitivnega ne piše o Trumpu. Ne? Za to stvar so pa res zelo pozitivno. In tudi karkoli bi si mislili. Ne? To se mi zdi ena taka stvar, da za dolgi rok da lahko kar precej pomaga. Ne? Ker na koncu bi, če na lastni koži spoznaš, da delnica pa ni na tek, kakor mogoče so spoznali tisti na lastni koži, ki so recimo stali v vrsti za IPO na KBM. Točno tako, ne? A si stal? Jaz nisem stal. Sem kar vesel, da nekako po nekem naključju se mi je pa zdelo, da mogoče to ne bo najboljša zgodba. Ok, dobro. Preden nehava, 1 minutko imava še. Ja. Ta teden si imel en ful zanimiv event. Deva tako, dogodek, oprosti. Obrestne mere. Vodil si debato, in to se mi zdi ful dobro, da so te povabili. V Sloveniji je bil šef Nemške centralne banke, gospod Nagel, gostil ga je Primož Dolenc, naš domač slovenski guverner. Skupaj z nemško ambasado. Ja, seveda, ja. In ti si se pogovarjal z njima, ne? Da mi sam povej, zdaj kaj, če 14 dni je ECB, nekaj tacga, kjer ga smo danes, a sta kaj povedala, kam, zdaj obrestne mere, gor, dol, kaj, veš. Ja, sprva se meni zdaj zanimivo, kako sproščena je ta debata bila. Res? Centralni bančniki. Centralni bančniki? Ja, tudi pohicali so se kaj, a ne? Tako da to se po drugi strani. Pohicati, ja. Dobro. Ne, tako da mogoče včasih je kakšen vtis, ki ga včasih ima kdo od centralnih bančnikih, malo napačen bi lahko rekel. Okay. Je pa zanimivo, kako ta teden je recimo zelo odmeval na finančnih trgih vnovični napad na Iran. Ne? Ja. In kako so v bistvu tudi finančniki na tako visoki ravni presenečeni na takimi stvarmi in kako v bistvu izpostavljajo, da taka stvar zelo spremeni lahko izglede za inflacijo in seveda to tudi, da je potem težko diktirati oziroma karkoli naprej napovedovati. Seveda se treba zavedati, da vsaka beseda takšnega posameznika lahko potem vpliva na valutne pare, evro, dolar, pričakovanje glede obrestnih mer, mora biti zaradi tega zelo previdni, ampak se je pa nekako videl, da nočejo dati nekaj vnaprej, da inflacija nekako se zdi, da ni še čist iz mize, ne? Ampak da so pa res predani temu svojemu osnovnemu cilju, da bo inflacijo imeli pod kontrolo. Po drugi strani pa verjetno nam malo več pove o tem, kaj se bo dogajalo čez 14 dni v Frankfurtu, predvsem pa potem septembra, ko imajo še eno zasedanje ECB. Septembra mislim, da finančni trgi napovedujejo dvig obrestne mere za 0,25. Tako da pa ona dva pa nista nič, ne? Mislim, ne morata nič reči, ampak sta vsaj naredila tako, gor pa dol, veš, nič, ne? Sta kar se mi zdi profesionalno pazila, da ne bi česa preveč povedala, kar seveda tudi moramo razumeti, ne? In mogoče ena taka zanimiva stvar, kar ste pa poudarila, ne? Da se dejansko odločajo na podlagi podatkov, ki jih relativno sveže dobijo, če so v tem primeru 14 dni na mizo, ne, in da potem tisto situacijo skupaj pregledajo in se odločijo, ali je smiselno obrestne mere kaj zvišati in s tem mogoče malo zajeziti inflacijo. Na drugi strani pa seveda vemo, ne, višja obrestna mera je pa lahko težava za gospodarstvo, tako da mora biti pri teh stvarih zelo previdni. Nekateri tudi pravijo, da mogoče niti ni še take panike, da bi bilo treba obrestne mere dvigovati, ker rusko gospodarstvo samo po sebi in o tem je bila precej debate, ne, v bistvu na tem panelu. Ni tako zelo konkurenčno te dni, ne? Ok, cool. Mesece, ja. Jaz mislim, da sva prišla do konca teh najnih 20 minut, po mojem sva šla že malo čez in zdaj pa eno vabilo. Naj jo izjemno zanima, koliko ljudi to posluša do konca. Zato imava za vas eno ponudbo. Prvi, ki se nama oglasi na e-mail, ga kaj? Peljeva na pivo. Ali karkoli bo že pač pila. Ok, super, hvala, ker ste bili z nami. Ajde, ena petka za konec.